Temperaturo tam nekje okoli minus 80 stopinj. In zdaj pa danes ga še ne morate kupiti v trgovini, v Ameriki ga pa lahko že kupite. To je pač pripravna zadeva za resnično hlajenje in tako naprej. Tele bo manjšo
toplino, vidite, da če ni prisotne vode, da ne pride do nobene kemijske reakcije. To je zelo podobno kot šumeče tablete oziroma efervete. Ko pa pač nalijete vodo, takrat se pa začne sproščati plinasti CO2. Torej, CO2 lahko dokažemo, to je plin, je produkt gorenja, pa ne vzpodbuja gorenje. Torej, v tem primeru črepinje vedno prinašajo srečo. In ne vem, kako je so gledali. Torej, vidite, da je nastal CO2 in kolega lahko ta CO2 te pa obaj dokaže, da je tam kisik noter. Ne vem, če verjamejo v to. V tem valju torej pa goreča trska ne ugasne. Zdaj bomo ta CO2 prelili z enega valja od drugega. Mora paziti, da nekaj kapelc ne gre mema, ali pa cel. Zdaj bomo spet dokazali, da je ta zadeva polna. Zdaj bo z enega valja se prelilo v drugega. Res, da se je vedno treba vrti prostorov, ki so zaprti, različne jame in tako naprej, vodnjaki, ker lahko so v vodnjakih tudi zadržuje CO2. In zelo pogosta zadeva je v zidanicah z novimi lastniki, ki ne vejo, da se v zidanicah iz moška dela vino, ampak nastane tudi CO2. In da vedno takrat mora v zidanici goreti sveča. Če sveča gori od redu, ker je dokaz, da je prisoten kisik, če sveča ugasne, takrat je treba zadevo prezračati. Je pa problem, če preveč prezračite, pa se preveč ohladi, potem pa vrenje včasih lahko zamre.